Potekal je še tretji predkrog kvalifikacij za Europa ligo. Domžalčani so gostovali pri nemškem predstavniku iz Bundeslige. Lani 7. Freiburg v Bundesligi je tokrat doma pričakal Domžalčane, pokalne prvake Slovenije, na tem prvem dvoboju v tretjem predkrogu. Domžalčani brez Matjašiča, ki je igral na prejšnjih tekmah, drugače pa z vsemi najboljšimi na igrišču. V naslednji postavi v vratih je začel Dejan Milič, potem pa v obrambi Širok, Dobrovoljc, Blažič in Balkovec, Husmani, Vetrih in Ibričič v vezni liniji, Repas in Bizjak na krilih ter v sami špici Ivan Firer. Senjad Ibričič je tokrat tekmo začel med najboljšimi 11, eden izmed junakov v prejšnjem krogu in tiste povratne tekme proti Valurju. Prva akcija tekme za domače igralce, žoga z desne pred vrata Miliča. Niederlechner pa je za nekaj centimetrov zgrešil domžalska vrata. Še ena priložnost za Freiburg, 20. minuta in kombinacija zopet po desni. Po podaji Kleindiensta je poskušal Niederlechner, žogo pa je pred vrati zadel Petersen in jo pospravil mrežo za prednost Freiburga 1:0. Lani je zabil 10 golov v Bundesligi, zdaj pa je načel domžalsko mrežo. Potem pa je izjemno lepa priložnost za Domžalčane, to je bila podaja pred vrata Ibričiča, Vetrih pa je z nekaj metrov z glavo za malenkost zgrešil. Še napad za Freiburg, tokrat je bil pred vrati Niederlechner, ki je poskušal strelom, Vetrih ga je nepravilno zaustavil in to je bila 11-metrovka za Nemce. Streljal je Petersen, to je bila izjemna obramba Miliča, ki je s parado žogo izbil kot in ostala je pri minimalni domači prednosti. Do konca prvega polčasa še nekaj napadov, tudi na domžalski strani, tole je že eden izmed naslednjih po podaji Široka, je streljal Vetrih, ampak odbil je vratar Švolov. Domžalčani nevarni prek Repasa, lep prodor in dober zaključek, ki pa je končal kar nekaj metrov mimo vrat. V zaključku prvega polčasa še priložnost za Nemce, še ena podaja pred vrata, ampak odličen domžalski blok ni pustil pravega strela in ostala je pri rezultatu iz 20. minute, ko je Petersen postavil izid prvega polčasa 1:0. V drugem delu najprej nevaren Freiburg, to je bil prosti strel Ginterja. Odličen strel, ampak dobra obramba in reakcija Miliča, ki je imel tokrat dober dan in žogo uspel še enkrat odbiti nazaj v polje. Napad Domžalčanov, Franjič, ki je vstopil v drugem polčasu, je streljal daleč, ampak na pravem mestu je bil vratar domačih Švolov. Nova kombinacija za Nemce. Pred vrati je bil tokrat Haberer, ki je zavrnil žogo na 11 metrov do Abrašija. To je bila izvrstna obramba Miliča, ki tokrat zadetka ni dovolil. Freiburg je imel dobre minute in nizal priložnosti, to je bila že naslednja izmed njih. Tokrat so poskušali daleč, do žoge pa je prišel Leinhardt, ki je streljal, ampak Milič je bil brez težav na pravem mestu. Domači so pritiskali, žoga je šla pred vrata in le kot je bil to za Freiburg brez prekrška nad vratarjem Domžal. Domači pa so kot izvedli izjemno hitro o protestih gostujočega moštva. Žoga je skoraj končala mreži, ampak v zadnjem trenutku je Milič preprečil zadetek iz kota in rešil svoja vrata. Freiburg je še vedno vodil, Domžalčani pa so pretili po protinapadih. Tole je bil eden izmed njih, ko je bil pri žogi odlični Jan Repas. Še enkrat je lepo preigraval in se znebil številnih igralcev Freiburga. Podal povratno žogo proti Franjiču, ki je tokrat lepo preigraval in za nekaj centimetrov zgrešil domača vrata. Ja, za nami je ena težka tekma, mi smo na lastni koži nekako občutili, moč Freiburga, moč Bundeslige, ampak vseeno, jaz moram reči, da sem zadovoljen z našo predstavo. Nekako smo na trenutku trpeli, kar je normalno, smo si pa pripravili ene 2-3 prave priložnosti, žal mi je, da nismo zadeli, gol v gosteh bi nam veliko pomenil, ampak vseeno mislim, da nekako držimo nek rezultat, ki nam daje vseeno, neko upanje. Sigurno pa mislim, da energija iz tribun, ki bi v Stožicah, ki si želel, da ljudje pridejo pomagati tem fantom, da pač poskušamo narediti senzacijo. Nazadnje igramo z 7. ekipo Bundeslige in jaz verjamem, da lahko publika nam doda tisto energijo, ki mogoče se kje druge, ki manjka. Tako da vsi lepo vabljeni, rezultat je aktualen, tako da še enkrat čestitke fantom, prava borbena tekma in gremo naprej. Do konca tekme ni bilo več veliko časa, v samem zaključku je prejel rumeni karton še Jan Repas, ki zaradi
Parnega kartona ne bo imel pravice nastopa na povratnem dvoboju čez teden dni v Stožicah, ko bodo Domžalčani pričakali Freiburg na domači tekmi. Končalo se je zmago nemških predstavnikov. Freiburg Domžale 1:0, zadel je Petersen v 20. minuti, že čez teden dni pa torej vabljeni v Stožice. Domžale Freiburg v četrtek zvečer v Ljubljani na povratnem dvoboju in rumeni tokrat lovijo senzacijo in veliko presenečenje.